SKP se je skozi čas pod različnimi pritiski preoblikovala, politični prostor pa se je odpiral za druge deležnike in večjo transparentnost. Tako se je od 90-ih letih prejšnjega stoletja pod pritiski trgovinskih partnerjev začela liberalizirati. Vse pomembnejše je postajalo odločanje na podlagi dejstev in strateško načrtovanje politike, ki se je pričela periodično reformirati. Zaradi neugodnih posledic na okolje pa so se vse bolj vključevali tudi okoljski cilji in ukrepi. V koncu 80-ih let se je v povezavi z novo paradigmo trajnostnega razvoja začelo razvijati načelo integracije ciljev in ukrepov okoljske politike, torej njihovo vključevanje in izvajanje v okviru različnih sektorskih, predvsem gospodarskih javnih politik. Spoznali so namreč, da okoljska politika, ki se razvija ločeno od gospodarstva, ni dovolj uspešna, gospodarski razvoj pa ne more postati zares trajnosten. Leta 1999 je bil z Amsterdamsko pogodbo ta pristop vključen tudi v zakonodajo Evropske unije. S tem je bila vzpostavljena pravna obveza vključevati varstvo okolja v druge politike, vključno s skupno kmetijsko politiko. Vendar pa raziskave kažejo, da je kljub načelni vključitvi okoljskih ciljev v SKP integracija okoljske, podnebne in naravovarstvene politike počasna in verjetno nezadostna. Zakaj? Politološke raziskave kažejo, da so za uspešno integracijo okoljske politike pomembni 4 dejavniki. Prvič, vključujoče upravljanje, v okviru katerega upoštevamo poglede različnih deležnikov, v tem primeru torej predvsem kmetijskih in okoljskih, in poskušamo zgraditi skupno vizijo in politično agendo. Drugič, integracija okoljskih vidikov, ki temelji na zastavitvi merljivih ciljev in njihovem doseganju z uspešno izvedenimi ukrepi, ter delovanju podpornih institucij, kot so na primer svetovalne službe in nadzorne agencije. Tretjič, transparentno upravljanje, s katerim gradimo kulturo odgovornosti za doseganje okoljskih ciljev in vzpostavimo različne oblike aktivnega sodelovanja akterjev, kot so civilna družba in raziskovalne institucije. Ter četrtič, prilagodljivost upravljanja, ki se kaže v fleksibilni in odzivni politiki, ki se lahko spreminja na podlagi pridobljenih izkušenj z izvajanjem ukrepov in preizkušanjem novih pristopov. Pristop, ki nam lahko pomaga pri uresničevanju teh načel, je strateško načrtovanje javnih politik. To temelji na jasni opredelitvi potreb po javnem ukrepanju, določitvi merljivih ciljev ukrepanja ter izboru ukrepov, ki prispevajo k uresničitvi teh ciljev. Gre za proces, ki ga v kontekstu javnih politik Evropske unije poznamo tudi pod izrazom intervencijska logika. Pomembno je, da delovanje politike temelji na logiki cikla politike, ki je ob stalnem spremljanju učinkov, rezultatov in vplivov ukrepanja, politiko tudi vrednoti in spreminja glede na doseženo. Koncept cikla javnih politik opredeljuje posamezne faze v procesu delovanja javnih politik. V idealnem primeru je ta proces cikličen, kar pomeni, da vsebuje tudi fazo učenja. Politik namreč ne načrtujemo v vakuumu, temveč v spremenjujočem se fizičnem, kulturnem in političnem okolju, zato jih je smiselno na podlagi novih spoznanj in sprememb okolja občasno prilagajati. Tudi SKP se periodično spreminja in sicer na približno 7 let. To je običajno vezano na sprejemanje 7-letnega večletnega finančnega okvirja, torej evropskega večletnega proračuna. Z reformami se torej skozi čas spreminjajo tako sredstva namenjena tej politiki, kot tudi vrsti in struktura ukrepov. Za razumevanje in ocenjevanje vrst ukrepov, ki se pojavljajo v kmetijskih politikah, obstaja več različnih klasifikacij. Eno prvih je razvila Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj ali OECD za namen presoje podpor, ki jih kmetijstvo namenja neko narodno gospodarstvo. Na tej klasifikaciji delno temelji tudi klasifikacija Kmetijskega inštituta, ki jo uporabljamo v Sloveniji. Ta deli ukrepe na 3 kategorije glede na naravo podpor, in sicer na tržne ukrepe in neposredne podpore proizvajalcem, kmetijsko strukturno politiko in ukrepe za razvoj podeželja, kamor sodijo tudi ukrepe za varstvo okolja, ter ukrepe za izvajanje različnih storitev v podporo razvoju kmetijstva, kot so raziskave, svetovalna podpora, nadzor varnosti hrane in tako naprej. Te delitve pa ne kaže zamenjati z osnovno delitve na prvi in drugi steber v okviru SKP, ta namreč izhaja iz zgodovinske delitve politike na ključna evropska sklada, iz katerih se financira SKP. Tako imenovani prvi steber SKP se tako financira iz sredstev Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada. V njem so v grobem zajete različne sheme neposrednih dohodkovnih podpor in podpor na kmetijskih trgih. V aktualnem 7-letnem programskem obdobju zavzema ta del okrog 290 milijard evrov oziroma 3/4 celotnega proračuna SKP. Drugi steber SKP pa se financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, iz katerega so se do zadnje reforme sredstva izplačevala na podlagi tako imenovanih programov razvoja podeželja. To so bili strateški programi pripravljeni na ravni držav članic ali regij. Zgodovinsko sta oba stebra konceptualno sledila delitvi, ki smo jo videli v prejšnji klasifikaciji, a so umestitev različnih ukrepov med stebroma predvsem v zadnjih 2 desetletjih reform vse bolj prepleta.
Okoljski ukrepi se na primer v aktualnem obdobju financirajo iz obeh skladov. Strateško načrtovanje pa se je razširilo na oba sklada, zato se izraza prvi in drugi steber v zadnjem času uporabljata bolj v političnem žargonu, kot pa kot realna vsebinska delitev ukrepov. Delež sredstev za skupno kmetijsko politiko v proračunu EU je od uveljavitve SKP realno močno odpadel. Še v 80 letih se je ta delež gibal okrog 60%, danes pa obsega le še približno četrtina proračuna. Ta trend odraža nove prioritete Evropske unije, ki so bile med drugim tudi posledica širitev na nove države članice in s tem krepitev kohezijske in regionalne politike. Po drugi strani pa je pomembno tudi, da sredstva za ohranjanje okolja, podnebja in narave v proračunu SKP zavzemajo vse večji delež. Utemeljena so z zagotavljanjem javnih dobrin strani kmetijstva na podeželskih območjih. Hkrati pa so ti ukrepi in okoljski cilji tudi vse bolj pomembna politična utemeljitev za obstoj SKP oziroma njenega še vedno razmeroma visokega deleža v proračunu. Če pogledamo dejansko porazdelitev sredstev, pa lahko vidimo, da se je delež sredstev za okoljske cilje sicer povečal, vendar je večina sredstev realno še vedno namenjena neposrednim dohodkovnim podporam. V evalvaciji prejšnjega programskega obdobja, torej 2014-2020, ki smo jo izvedli na Biotehniški fakulteti in Kmetijskem inštitutu Slovenije, smo na primer ugotovili, da je bilo v slovenski kmetijski politiki za ekonomske in proizvodne cilje namenjenih okrog 55% letnega proračuna, za okoljske cilje pa okrog 22% sredstev. Od tega je bilo približno 5% oziroma okrog 18 milijonov evrov letno namenjenih za cilje ohranjanja narave.